Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta. Moje ime je Taja Kaja Cekuta in danes pred mano sedi prav posebna gostja, ki se lahko pohvali z izkušnjami iz študija na Kitajskem, dela v New Yorku, pa tudi kot UGC kreatorka. Lija Zuljan, lepo pozdravljena. Hvala, Taja. Najlepša hvala, da si se udeležila tega podcasta in si vzela čas za tale pogovor. In sicer, kot sem že omenila v uvodu, ti deluješ kot UGC kreatorka. In za začetek bi te prosila, če nam lahko poveš, kdo sploh je UGC kreator. Hvala za povabilo. Sem vesela, da sem tukaj. In ja, res je, med drugim sem tudi UGC kreatorka. Jaz mislim, da je več razlag, kako bi lahko začeli s tem, kdo točno je UGC kreator, ampak nekako enostavno povedano je to nekdo, ki se ukvarja z ustvarjanjem video ali pa foto vsebin. Predvsem vsebine namenjene za podjetja, ki vidijo vrednost v nekih spletnih vsebinah, za social media, za prodajo, za lastne spletne strani, ampak največ za ta organski social del, ki je lahko potem tudi razširjen v adse, se pravi v reklame. Se pravi neke videote, ki smo jih včasih gledali na televizijah, nekako se je ta pozornost umaknila na telefone in smo tako nekako se je razvila ta potreba, da so tudi ustvarjalci, ki malo bolj organsko ustvarjajo stvari in vsebino, da ni več vse tako pripravljeno pa velike produkcije, ampak da v bistvu lahko iz sobe kogarkoli doma ustvariš vsebino. Zdaj, omenila si že na Instagramu, že nekaj časa nazaj, da vplivnica pa ne bi rada postala. In sicer seveda imaš neko bazo ljudi, ki te spremlja, redno tudi deliš svoje vsebine, ki jih ustvariš. Imaš mogoče enak pogled na to, ali se z leti spreminja? To si ful dobro povedala in v bistvu je to tako malo triki vprašanje, ko bi rekla. Mislim, da se z leti to spreminja. Ta zapis, ki si ga pa omenila, sem ga napisala, zato ker je v bistvu ta pot zame se nekako naravno razpletla. Najprej sem v bistvu začela, zmeri sem rada fotkala, v bistvu se spomnim že tako, ko sem bila majhna, sem mamici zmeri jaz imela fotoaparat, zmeri sem rada zajela trenutke, tudi moja nona je bila taka, da je bila zmeri sliki, da imamo med spomine in se mi zdi, da sem nekako iz tega zmeri rada fotkala in zmeri mi je bil všeč ta estetski vibe, se pravi, da je nekaj bilo tako lepo naštimano, da je bilo elegantno speljano in sem zmeri iskala na tak način neko estetsko lepoto v stvareh, ki mogoče nekdo ne bi niti opazil. Recimo, če hodim po ulici, bom videla, ne vem, vrh stavbe in si bom mislila, kako izgleda estetski in bom pač to pofotkala. In potem sem pač začela tako stvari fotkati, tudi outfite, sebe in nekako so podjetja začela. Ti sledilci potem s tem vreta, ne? Tako. Kaj si pa po horoskopu? Vodnarka. Tudi jaz, tako da razumem ta pogled na ustvarjalnost in na estetiko, da posod vidiš nekaj lepega. Torej, ustvarjaš na družbenih omrežjih, objavljaš redno, tudi na TikToku in na Instagramu. Kako imaš pa, kar se tiče meje? Kaj je za družbena omrežja in kaj ne? Kako ločiš to privatno življenje od svojega dela? Jaz mislim, da v bistvu vsak si mora nekako definirati zase, kaj mu je okej, da podeli. Imamo pač kreatorje, ki delijo veliko več stvari, ko jih jaz delim in jaz jih spoštujem za njihovo ranljivost, ker tudi to mislim, da potrebujemo v tem svetu. Jaz mislim, da sem včasih več delila, kot delim zdaj. Z leti je neko. Odraščaš in se potem tudi to spremeni, pogled na to, a ne? Definitivno se pogled spremeni. Sploh se mi zdi, da sem na začetku več stvari delila o moji zvezi s fantom in potem nekako začneš ceniti te stvari in nočeš vse podati ven. Tudi se mi zdi, da vsakeč, ko si pač ranljiv in daš te stvari ven, moraš pač pričakovati, da ljudje bojo lahko to videli na druge načine. In enostavno se mi zdi bolj, vsaj kar jaz čutim, da je prav zame, da podelim tisto, kar se mi zdi okej in s tistim, kar sem jaz okej, da drugi vejo. Verjamem pa, da so tako ene stvari, ki so mogoče malo težje, kot tudi kakšne lepše, ki jih hočeš ohraniti zase. Ja, seveda. Mislim, se mi zdi, da je te drobne trenutke zelo pomembno ceniti, sploh v današnjem času. In
ne vem, kako se ti pa zdi, če pogledaš druge vplivneže in ustvarjalce vsebin? Se ti zdi, da si vzamejo dovolj časa za premislek, preden neko stvar objavijo, ali bi se lahko to pri nas malo izboljšalo? Jaz moram reči, da nisem toliko izpostavljena na TikToku, ker se mi zdi, da je več tega deljenja stvari, mogoče bolj osebnih. Mogoče malo manj premišljenih, se mi zdi, da TikTok je bolj tako drugačen algoritem. Drugačno, pač ljudje bolj objavljajo svobodno, kar je, kaj komentirajo. Jaz se mi zdi, da sem malo bolj v tem Instagram svetu, ker se mi zdi, da je še zmeri malo bolj prefiltrirano, kaj damo ven, pa ne, da je to zmeri boljše, ampak v bistvu se s tem vprašanjem nisem nikoli ukvarjala, tako da bom premislila in ti javim. Velja. Zdaj, omenila sem že, lahko deliš premišljene ali pa mogoče tudi nepremišljene stvari na družbenih omrežjih. Vseeno, jaz sem pri tebi zasledila eno tako misel, ki mi je zelo padla v oči. Rekla si, da ko spoznaš človeka in ko vidiš njegov krog ljudi, prijateljev, mu lahko napoveš prihodnost. Tako da bi te prosila, če nam lahko to malo obrazložiš, kaj ti gre tukaj po mislih, ko pomisliš na to misel? Ta misel izvira iz mene, sicer mislim, da smo jo že večkrat vsi slišali, ampak pri meni je bilo tako, da sem v preteklosti od nekje srednje šole naprej. Sem že bila v takih obdobjih, ker pač preraseš ali družbo ali sebe, kar pač je se mi zdi, da tudi lepa stvar življenja, da daš ene lekcije čez in da se z tega kaj naučiš. In se mi zdi, da ko pogledam sebe za nazaj in pogledam, kakšno družbo sem imela takrat, je reflektirala, kdo sem bila jaz. In potem, ko sem se nekako začela bolj razvijati in res razmišljati o tem, kdo hočem biti in kakšno hočem življenje, kakšno hočem vsak dan, tiste majhne trenutke, ki pol se nakopičijo dolgoročno. In ko sem začela malo spreminjati sebe, spreminjati prijatelje, meni se mi zdi, da se sprememba zmeri zgodi pri tebi in pol okolica nekako reflektira to. Kaj mislim, da sem mislila s tem povedati, s tem quotom, je, da če si obkrožen s takimi ljudmi, ki so motivirani, s takimi, ki si nekaj želijo v življenju, tudi sam si dosti bolj dovzeten za to in lahko sprejemaš boljše odločitve, dajmo tako reči. Pa si imela kdaj probleme s prijatelji, z iskanjem novih prijateljev? Si se kdaj znašla v situaciji, ki mogoče nisi vedela, kdo je pravi zate in kdo ne? In če imaš kakšen nasvet za mlade, ki se znajdejo v podobnih situacijah, kot si se recimo ti? To je ful dobro vprašanje in mogoče tudi težko vprašanje za ga odgovoriti. Jaz mislim, da največ se je pri meni spremenilo iz tistega dela srednje šole in potem naprej, ker se mi zdi, da itak smo že vsi bili v srednji šoli na točki, ki nisi vedel, kdo je tvoj pravi prijatelj in kdo ni, ampak mogoče bi svetovala komu, ki se sprašuje ali pa čuti, da mogoče ni v pravi družbi, da pač mogoče se to sprašuješ prav. In hočem pa tudi povedati, da se mi zdi, da ne smeš od drugih pričakovati drugačnih stvari, kot jih ti delaš. Se pravi, da se najprej pogledamo vase, kakšni prijatelji smo mi pošteni, smo mi prijazni, smo mi spoštljivi. Si dobro izpostavila, zelo. Hvala. Tako da mogoče na temu bi zbiraj prijatelje na tak način, da pač znaš v sebe pogledati, ampak tudi da zaupi svoji presoji, da če čutiš, da nekdo ni več, ker včasih je nekdo pač za nek določen obdobje tvojega življenja. Tako, jaz pravim, da vse se zgodi z namenom, tako da tudi prijatelji. Pri tvojem poslu, ker deluješ kot ustvarjalka vsebin, so pa ravno prijatelji, družina, partner zelo pomembni. So te podpirali že na začetku, ko si se odločila, da se boš ukvarjala s tem, ali jim je bilo težje razložiti? Mogoče mamici je bilo težko, bolj iz tega, ker se mi zdi, da te starejše generacije ne razumejo tega social media, oziroma sploh pred 5 leti je bilo velika razlika, kar je zdaj, ampak jaz sem pač mamici to rekla, pol tako si to je brez veze, se to pač raj študiri, ne, to je pomembno. Šola, to je to, pač se tako je bila vzgojena in ne morem zameriti, ampak potem s časom, ko je pač tudi videla, je rekla, pol mi pa rekla, veš kaj, sem prav ponosna na tebe, ker vidim, da kamorkoli se daš, kjer je tebi res važno in kjer te nekaj res zanima, vidim, da si uspešna in pač sam pedi to naprej. Tako da s časoma je pol tudi ona videla, da se tudi tukaj da. In
Ja, kar se tiče fanta, on me pa zmeraj podpiral in sester. Se mi zdi, da te mlajši, mladi bolj razumejo kot starši. Ja. Starši se mi zdi, da so še vedno v nekem mehurčku in jim je treba pokazati. Prav pokazati. Tako kot naročnikom predstaviš neke dokaze, moraš to staršom. Vsaj jaz se tako počutim. Ja. V glavnem to veliko pomeni, da si imela to zeleno luč. Nisem te pa še vprašala, kako si pa začela? V bistvu sem prav naravno, sem najprej samo objavljala fotke in pol podjetja napišejo, pač nam je ful všeč, kako si to pofotkala, mi imamo ta produkt, a bi tudi za nas kaj pofotkala. In pol počasi, pol pa pridi na to kampanjo, pa dejmo to pofotkati in ja, prav počasi se je odpiralo in pol enkrat se mi zdi, da ko padeš v to bazo, Slovenija je tak majhen bazen, enkrat padeš v to bazo, ko si enkrat noter pol steče. Kaj pa glede naročnikov, si sama pošiljala povpraševanja za sodelovanje? Kako recimo si to sestavila, kaj vse si zraven kot dokaz priložila? Ker seveda vemo, da ne pade nič iz drevesa, za vsako stvar se je treba potruditi. Nekje si to že omenila, ampak vseeno, če mi še malo razložiš, kako je to potekalo. Jaz sem najprej se prijavila, če se ne motim, bilo prav prvo sodelovanje, ne bom 100% rekla, ampak mislim, da sem se prijavila na tej platformi Influji, ki ne vem še, če obstaja. To sem ravno zadnjič gledala. Si? Ja, tudi jaz ne vem. Ampak še obstaja, se pravi. To ne vem. Aplikacija še obstaja. Aplikacija je bila. Ne vem pa, če deluje. Ampak, skratka, Influji, INFLUE, če se ne motim. In tam so imela v bistvu, to je platforma, kjer podjetja sama napišejo, mi rabimo kreatorje za to. In mislim, da je bila Eko ena od prvih, če se ne motim. In pol ti v bistvu svoj profil objaviš, ti pošlješ fotke, tako da v bistvu ti pišeš njim, ne? Oni so pač odprti na platformi. In pol takrat smo se zmenili, prve stvari so pač, itak še testiraš, probaš, itak ti je wow, ne, prvo sodelovanje. In moram reči, da dejansko tudi mislim, da je bilo to res prvo sodelovanje, nočem jinxati, ampak mislim, da je bilo res. In zdaj še po 3 letih še zmeraj sodelujemo. Tako da, ja. Kaj pa glede cen? Zdaj, če bi lahko povedala, kakšne so cene za neko vsebino, recimo nek reel, od UGC kreatorja začetnika in pa nekoga, ki je že malo bolj izkušen. Se mi zdi, da se tukaj vprašanja pojavljajo ves čas, ampak v bistvu noben ne da nekega odgovora točnega, ker v bistvu lahko sam ti določiš ceno, a ne? Ja, pri cenah se mi zdi, da je vedno malo triki, sploh v Sloveniji, ker se mi zdi, da, ko si rekla, ker nočemo deliti, ali pa je ko ena taka skrivnost. Tako da s tem sva dosti, z mojo kolegico Mileno Gasparin, smo dosti razglabljali prav na naši UGC delavnici, ki smo jo tudi večkrat imeli. In nekako tako, ne, to je zmeraj tako težko odgovoriti tudi zaradi tega, ker včasih mogoče rečeš ceno in si kdo reče wow, ne, ampak mi moramo pogledati tako, da v bistvu včasih je podjetje moglo najeti cel set, je moglo najeti modele, je moglo najeti snemalce, prostor, obdelavo, potem je moglo plačati za te oglase. Pač to so bili res, govorimo, ogromni zneski. In da so izpeljali eno kampanjo, da so imeli par fotk, da so imeli par videotov, ne. Ampak mi dve z Mileno smo nekako ugotovile, da manj kot 100 evrov za en UGC video mi dve ne bi dajale. Zakaj ta cena? Zato, ker v bistvu nekaj je itak tvoje izkušnje, tvoj čas, tvoje prejšnje sodelovanje, kar ti itak se mi zdi, da najbolj doda na ceno, ker ko ti ljudje poznajo, to jaz hočem, vejo, kaj hočejo, ampak če ne drugega, dajmo pogledati, če si ti UGC kreator, ti moraš imeti najbolj nov iPhone, vemo, koliko to stane, moraš imeti različne aplikacije, CapCut, Captions, ne vem, Lightroom, ni da ni, moraš imeti, se pravi, najboljšo opremo, kakšne lučke, moraš tudi ti znati govoriti, moraš znati skripte pisati, moraš v bistvu biti cel producent, pol pa še čas, se pravi, da se pripraviš na snemanje, kar je ponavadi še več kot samo snemanje, da dobiš neko idejo, ki bo drugačna od drugih, da bo hkrati sledila, če mogoče da podjetje nek dokument, kaj hočejo imeti, da bo sledila temu, pa vsekakor, da bo nova in drugačna. Potem
da to posnameš in potem da tudi urediš. Včasih tudi podjetje hoče urediti na malo drugačen način. Kakšno podjetje je bolj Gen Z, trendy, kakšno podjetje je bolj laid back, bolj luksuzno ali pa bolj na drugačen način in vse to moraš upoštevati. In v bistvu že, če samo pogledaš snemanje, urejanje, vso to znanje, vso to pripravljanje, pač to govorimo, lahko več ur dela. Ja. Koliko časa ti vzame, da en reel 10 sekundni recimo posnameš? To je najbolj smešno, ne? Ka 10 sekundni reel ti lahko pač vzame 5-6 ur. Okay. Res. In mogoče 10 sekundni bi ga že prej, ampak če imaš ti voiceover, če imaš tekst, če govoriš, če snemaš, če urejaš, da daš efekte, pol moraš glasbo najti, pol, da se glasba ne bo na Instagramu zaradi avtorskih pravic zginila. Ja, toliko nekih stvari, toliko nekih hakercev vmes, da včasih si pravuno. Ok, zdaj razumem, zakaj nekaj stane toliko, ko stane, ker mogoče zgleda, res na zunaj izgleda kot tisti 10-sekundni video. Ja, na zunaj izgleda vse lepo, vse lepo, enostavno. Ja. A pol v bistvu je zmeri tista slika, si predstavljam, kaj je ledenik spodaj v bistvu še ful več kot tisti pač pik na vrhu gore. Okay. Kaj pa umetna inteligenca? Te skrbi, da bi lahko z umetno inteligenco, zdaj vemo, da je že možno ustvarjati neresnične vplivneže, kreatorje, kakorkoli, te skrbi, da bi lahko kdaj to zamenjalo tvoje delo? Jaz se večkrat to vprašam in po eni strani mi je malo strašno, kad te stvari razmišljam, ampak se mi zdi, da je bilo tudi strašno ljudem, ki so prvič prišli računalniki in telefoni ven, se mi zdi, da so ljudje mislili, da pač ne vem, bomo vsi umrli zaradi tega ali pa neki. Tako da definitivno je neki straha bolj iz tega, ker nikoli ne veš, kaj prihaja, ker si negotov in ker se mi zdi, da je to taka neobvladljiva sila, da ne vem, kam bo to šlo. Ampak kar jaz spremljam te stvari in kakor jaz to vidim, te umetni videti zaenkrat, ko si reka, itak so lahko že prav umetni influencerji, niti ne bi vedel, da je. Ampak jaz nekako mislim, da mi zmeri bolj rabimo resničnostne ljudi, mi ful pogrešamo tiste realne stike, čutnost, empatijo, te stvari in nepopolnost. Jaz obožujem, kaj je en kreator in je sposoben dati ven del sebe, ki bi bilo menega recimo sram pokazati in sem tako, wow, ti si bil pripravljen to deliti, svoje neke najhujše strahove, deliti to med ljudmi in v bistvu lahko na tak način nekomu olajša življenje, ker se pol ne počutiš sam in se mi zdi, da isto je pač pri teh AI stvareh. Jaz obožujem ljudi, ki so pač čim bolj naravni taki, ko so in da so lahko oni in da jih drugačnosti delajo posebne. Tako da jaz mislim, da dokler bolj, ko bomo šli v to, da bomo kdor smo v resnici in ne tisto, kar si drugi želijo, da bi bili, bolj bomo po moje imeli možnost zažareti v prihodnosti, ker AI je lahko, pač vsi so lahko popolni. In se mi zdi, da bolj pač v temu bo drugačnost tista, ki bo, ko bi se reklo, breath of fresh air. Ja. Ok, kaj pa, mislim, zdaj smo že rekli, omenili to popolnost, se ti zdi, da se kaj primerjaš na družbenih omrežjih? Se mi zdi, da je veliko punce v nekem takem tunelu se znajde brez izhoda, ko se primerjajo s popolnimi telesi, popolno kožo in podobno. Imaš tudi ti težave s tem in mogoče kako se s tem soočaš? Sigurno sem se že s tem srečala, sploh v tistih bolj ranljivih letih, v srednji šoli in po srednji šoli. Ampak zdaj pa moram reči, da sem kar ponosna na sebe, da sem si kožo zgradila in da me te stvari več se me ne dotaknejo. Tudi iz tega razloga, ker se mi zdi, da jaz tega ne gledam, ker nekako to, kar sem govorila prej, toliko bolj spoštujem te ljudi, ki so pripravljeni biti ranljivi in drugačni, da tudi spremljam take stvari. In se mi zdi, da sploh ne spremljam toliko teh stvari, ki bi me mogoče, jaz zmeri pravim, pač naša socialna mreža so lahko zelo toksična, nas lahko obremenjujejo, ampak lahko pa odpreš tvoj feed, recimo Instagram, in imaš ljudi, ki te inspirirajo, imaš ljudi, ki so, ne vem, 2 koraka pred tabo, ki te pač motivirajo, tako da se mi zdi, da smo mi v bistvu tisti, ki pol določimo, koga bomo spremljali in zakaj. Tako, kaj je v našem krogu, kaj je tisto, kar vidimo vsak dan in kaj konzumiramo. Ker pač na spletu je vse sorti stvari. In so že leta in leta in pač se mi zdi, da moraš pač sam prefiltrirati. Pa vedno več, In vedno več, Tako.
Zdaj, v družbenih omrežjih bi se midve lahko verjetno še nadaljnjih nekaj ur pogovarjali, ampak ti imaš še druge zanimive izkušnje, ki so te izoblikovale oziroma naredile močnejšo. Ena izmed teh je bila, ko si spakirala kovčke in se odpravila v New York, v sanjsko mesto, delati kot au pairka, varuška. Potem pa se je zgodil en šok, do katerega bova prišla v nadaljevanju. Za začetek me zanima, kako si se sploh odločila, da se boš odpravila v New York in da si izbrala delo au pairja, varuške. Ne vem, si mogoče pri komu videla, si le iskala neko novo izkušnjo. Kako je prišlo do tega? Ja, New York kot mesto je bila pač zmeraj želja. Veš, kad niti ne veš zakaj, ampak pač neko mesto te vleče. In zmeri sem poslušala kakšne podcaste in ko sem slišala, kaj je nekdo rekel, če te nekam vleče, pač te vleče z razlogom, pejdi vsaj pogledat, vedno lahko prideš nazaj in sem nekako to imela cel cajt v mislih. New York pa se mi zdi, da zato, ker pač ta fashion, moda... So kar napredni, pač, mislim, in tudi hrana, tudi te, zmeri vse te filmi, jaz imam furada take romantične 90s, 90-ta, in pač to je bilo, dosti se je dogajalo v New Yorku, pa vse te serije, Friends ni bil sicer prav, je bil Friends, Sex and the City, vse te neke serije, pač jaz sem... Ko sem odraščala, sem to gledala in sem to oboževala in pač, ko vidiš tam te ulice in te kafičke in ta vajbič in ljudi, ki so tako odprti, res sanjsko. In sem si zmeri želela tja iti. In potem pa sem v bistvu imela eno kolegico, ki je bila au pairka v New Yorku in me v bistvu ona navdušila. Okay. Preko njenega Instagrama, preko njenih zgodb, kako se je ona v bistvu s to družino, ona je še danes s to družino ful blizu. In je bila tako, no, Lija, moraš iti, pač, če te kliče, moraš iti. Zmeri sem tudi imela tak, odzmeri si tudi sama želim otroke, odzmeri sem rada delala s otroci, to sem bila tudi na pedagogiki, na androgogiki, na filofaksu, tako da nekako pač sem rekla, lej, če lahko združim te dve stvari, zakaj ne? Priložnost zamujena ne vrne se nobena, pravijo. Tako da, absolutno prav, da si se odpravila. Kako pa je potekalo? Torej, ti si se prijavila, sklepam, da preko agencije. Potem so te zbrali oziroma so videli, če si kompatibilna s to družino. Potem so bili pa verjetno razgovori nadaljavo. Kako pa so potekali te videoklici? Ja, v bistvu ti se prijaviš preko agencije, to tako poteka, ker je vse na državnem nivoju, se pravi, to je vse uradno, preko governmenta gre. In v bistvu te agencije so v bistvu internacionalne, ampak s sedežem v Ameriki, v Sloveniji jo tudi imamo, ali celo imamo dve, nisem prepričana. In ko se enkrat ti, ko narediš svoj portal, v bistvu družine au pairko zbirajo. Ti ne vidiš družin, ti ne veš, koga boš dobil, ampak družine vidijo vse profile teh punc, ki si želijo biti au pairka. In potem v bistvu družina naredi prvi korak. Ti imaš svoj profil, kjer imaš pač napisano, imaš tvoje slikce, imaš tvojo zgodovino, imaš tvoje interese in pol družina klikne prvič na te in ti napiše, nam se zdi, da si ti dober fit za nas, a bi se dobila na klicu. In enkrat, ko družina klikne na te, potem tudi ti lahko njih vidiš. In če se ti zdi, da je družina po fotkah, po opisu nekdo, ki bi lahko bili dober fit, lahko rečeš, ja, bi šla na Zoom klic, ali je to Zoom, ali je WhatsApp, ali FaceTime, v bistvu Američani so tako ful sproščeni, kar se tega tiče. Ali pa lahko tudi v bistvu napišeš, če se ne vidiš v opisu, napišeš, da hvala za pač message, ampak mogoče nismo najboljši fit, bo kakšna druga punca. In ja, in ko sem se jaz pomečala s parimi družinami, sem bila tako na klicih. Aha, si bila z večjimi družinami. Ja, nisem spet imela toliko družin s puncami, ki sem govorila, ko sem že bila v Ameriki, ene so res ogromno družin, še čez govorimo 15-20 družin. Jaz sem imela 4-5 tam nekje. In v bistvu, ja, na koncu je bila ta družina, smo se dobili večkrat na WhatsAppu in pa se počasi spoznavaš. V bistvu se veš, ko so otroci, so tako malo sramežljivi ponavadi, tako da je tudi malo težko nek stik preko videota narediti, ampak pol počasi s časom se vsaj do neke mere, da moraš, da spoznaš. Okay. Potem pa, torej odpotovala si v Ameriko. Če se spomniš nazaj tega prvega dne, ko si vstopila v njihovo hišo, oziroma stanovanje, saj ne vem, je bila hiša? Hiša je bila, ja. Okay. Kako je potekal ta dan? So te kam peljali? Kako ste se spoznavali?
V bistvu prav prvi dan v Ameriki, ko prideš gor z agencijo, imaš še nek tak intro oziroma tak first few days, kjer se imaš nek au pair school, ko bi temu rekli. Tako da najprej se ne vidiš z družino, ampak si še tam. Pol smo v bistvu še šli malo po mestu in pol se spoznaš tudi družino. In prvi trenutki z družino so bili v bistvu, jaz sem se z vlakom peljala, ker oni so bili upstate New York, se pravi malo nad, prav Manhattno. In neč... Pobrali so me z avtom, smo se spoznali, smo šli v njihovo hišo, tam je bila še njihova prejšnja operka, tako da sem tudi njo imela priložnost spoznati. Aha, ste se samo zamenjali. Ja, ona je bila v bistvu tam še, mislim, da 2 tedna, ker ko končaš oper izkušnjo, imaš pravico, mislim, da še 2 tedna, da izkoristiš, da si lahko tam. In ja, na začetku je pač bilo vse v redu in tako pač malo ti je tako težko zmeri, ker... Tudi nova družina. V bistvu ti prideš v dom nekoga in moraš tam kar se kao počuti domače, ampak to so pač, predstavljaj si, da ti zdaj priješ nekomu, ko ga ne poznaš in pol si kar sama tam kuhaš, pač malo je neprijetno, ampak jaz mislim, da če ste se dobro pomečali in če je prava družina, da tudi te stvari niso spet tak bau. Tako da pri nas na začetku je bilo pač, je bilo vse v redu. Jaz sem se dobro počutila. Ja, moj prvi instinkt je bil super. Pač sem klicala mamico, sem tako, vse je tako super, so tako fajn. Punčka je bila tako fur same živa. Ampak me je sprejela takoj. Tako da mislim, da je to najbolj pomembno. Ker tega se v bistvu najbolj na koncu bojiš, kako bo otrok odreagiral. Kaj pa tvoja opravila? Kaj si mogla vse početi? Torej, morala si biti faruška, si morala še kaj skuhati, pospraviti. Kaj so dela au pairja? V bistvu to se fur razlikuje od družine do družine, ampak nekako ta kor je isti pri vseh. V bistvu zjutro otroka zbudiš, saj pri meni je bilo tako, da punčko zbudiš, greš njo si umit zobke in narediš frizurco, zbereš obleke, pač kot da bi bila ena mamica, ne vem, ko povedati, poli greš skuhati zajtrk, ali pa včasih želijo, da skuhaš zajtrk preden začneš delati, da je pol že naštimano, da se ne ukvarjaš tam s kuhanjem, prebereš kakšno knjigico, čisto odvisno od otroka, kako je navajen. Potem sem jo peljala v vrtec, sicer ni hodila vse dni v vrtec, ona je mislim, da sem 3 dni hodila v vrtec na teden, tako da tiste dni, ko smo šli v vrtec, drugače smo imeli pripravljen nek program, jaz sem ponavljal dan prej že to pripravila, kar si nisem mislila, jaz sem mislila, da bo to kar tako pač, da se bomo malo da se bomo malo zmenili, mogoče starši in je bilo v bistvu prav tako, da sem se prav pripravila. In pol, ko sem jo odložila v vrtcu, vrtec je bil tudi kar 1,5 ure stran, tako da sem se kar dosti furala, v bistvu z avtom sem jo peljala, 1 uro tja in nazaj. In potem, ko prideš nazaj, pospraviš, kar si razmetal. Ker si veš, tisti, ki ima otroke, ve, pač to stvari sam letijo in stvari se sam zmeri hujši. Tako da, ko prideš domov, pač vse pospraviš, potem včasih pripraviš kakšno malco, pripraviš kakšno kosilo za vnaprej, pripraviš kakšne aktivnosti za popoldne. Ona ni bila v vrtcu cel dan, tako da samo par urc. Ampak, kadar to končaš, ponavadi lahko imaš kaj časa zase. Potem pa ob enih 2 sem jo šla iskat v vrtec in pol je pripelješ, ali greš nekam z njo, da imaš neke aktivnosti, ali pa pač greš domov in se pol ti praktično celo popoldne z njo ukvarjaš, ali so to neke aktivnosti zunaj, noter umetnost, ne vem, da kaj riše, da se učita črke, pač odvisno na kjera starost je otrok in kaj si tudi želi. Koliko je bila stara? Ona je bila 3 leta in pol. 3 leta in pol. Tako da ni bila niti še v nobene aktivnosti upisana. Včasih kolegice v perke povejo, da pol so peljale na treningi, so tam čakali 3 ure, so bile pol free, so bile recimo na telefonu ali pa kaj. Jaz sem bila kar dosti z njo hands on, ker ni imela še nobenih aktivnosti, bila še malo premičkina. In pol večerja, spraviš spat in praktično, dan gre mimo. Zelo hitro z otroci, zelo hitro. Kaj si pa počela v prostem času? V prostem času. Raziskovala mesto, mislim, kaj, pilates, mača. Ja, pač, vem, da imaš rada. Ja, res je. Meni se mi zdi, da pač res, kadar si z otrokom, kakor je lepo, in mislim, da to smo se najbolj z au pairkami pogovarjali, da dokler nisi au pair, pač si ne moreš predstavljati, ampak samo rabiš mir. Popravi ti povedano, samo rabiš tišino, mir, da ne rabiš laufati za nekom skozi, ker pač se mi zdi, da je še en tak večji strah in večji občutek za odgovornost, ker ni tvoj otrok. Pač ti veš, da imaš, da skrbiš za nekoga, ki ga imajo eni starši najbolj radi in če je še živ otrok in tako pač se mi zdi, da res in pol si tudi tako
malo pod stresom, mogoče zaradi tega, ker si skozi na 100%, da se ne bi karkoli zgodilo, da rabiš sam mir. Pač ali sem poklicala fanta, ali sem kaj brala, ali sem šla fura, da hodim na sprehode, tako da sprehodi so bili ponavadi moja stvar, pa kakšna mača v mestu. Jaz, kakor sem rekla, nisem bila prav na Manhattnu, če bi pa bila, bi sigurno bilo dosti večje priložnosti, zato bi sigurno tudi hotla. Tam, kjer sem bila jaz, je bilo malo ljudi, mislim, se vem, da to je bizarno, kar rečeš za Ameriko, ampak ni bilo dosti mladih ljudi, ker je bilo ta predel bil nekako znan, da so se ljudje šli tja upokojiti oziroma med družine, tako da ni bilo toliko mojih vrstnikov. Tako da to je bil malo challenge. Če bi bila v mestu, bi pa sigurno se provala tudi tako. Pač, jaz sem taka, jaz bi šla v park, bi rekla, hey, what's up? In bi se z nekom pač bi sigurno navezala tudi, če kakšna prijateljstva. Američani so bolj odprti. Res. Tako da ne dvomim, da bi. Zdaj, vse, kar smo govorili, se je slišalo zelo lepo, sanjsko za marsikoga, ampak potem si pa ti doživela en tak šok. V bistvu so te praktično vrgli na cesto in ne znam si predstavljati, kako si se takrat počutila. Kaj ti je šlo v tistem trenutku po glavi? Hvala. Tisto je bil res težek moment. Jaz sem dosti stvari že doživela v življenju, ampak si enkrat na drugem koncu sveta sam in ker nimaš kam za iti, da se ti kaj takega zgodi, res iskreno, sploh ne vem, ko sem delovala v tistem trenutku. Sam provaš preživeti, ali kako ni rečem. Jaz sem imela srečo, da ko se je to zgodilo, da so bile moja družina, pač moja sestrca in mami sta bile tam, tako da smo si nekako pomagali. Sicer je bil tudi za njih šok, ker one so pač še me obiskati in to ne bi bil en tak lep del. Ampak v bistvu, ko sem jaz družini povedala, da se mi zdi, da nismo mogoče najboljši fit, ker se mi zdi, da... Jaz sem v tem času, ko sem bila tam 1 mesec in pol, itak se trudiš na začetku in provaš. Jaz sem pol ugotovila, da sem se še preveč trudila, tudi prijateljice so mi to pol potrdile, ampak jaz sem cel cajt zmeri so bile neke stvari, ki sem bila malo tako, jaz nekaj čutim, da nekaj tle, da nekaj ni. In potem sem tudi parkrat provala to nasloviti v takih malo bolj basic pogovorih, tako da sem se pač odprla in sem rekla, to, živimo skupaj, idemo se o tem pogovoriti, mogoče bo zveneti zmešano, ampak ker živimo skupaj, mogoče bi bilo fajn. In z njune strani je bilo zmeri, ne, vse super, ampak jaz sem pač načini, kako se je ta mama pogovarjala z mano ali pa v kakšne situacije sta me dala. Je bil večji problem v mami kot očetu? Ali se ti zdi, da je bilo v bistvu oboje stransko? Meni se mi zdi, da je to težko reči, ker je bila celotna situacija tista, ki je pač odtehtala zame. Ampak ti v bistvu kot au-pair imaš čas, mislim, da 2 meseca, 3 mesece, nočem zdaj reči napačne številke, ampak imaš čas, se reče rematch. Se pravi, ti... Da najdeš drugo družino. Tako, ti imaš pač ta čas, to ima vsaka pravico, da ko prideš, da tudi, včasih tudi družina reče, pač si super punca, ampak nismo best fit. Meni se mi zdi, da kjerkoli, kad delaš, ni samo, da si ti kompetenten in dober, moraš biti good fit z ljudmi. Res v to verjamem. In včasih pač se zgodi v tem obdobju, da pač eden ali drugi izpostavi, da mogoče nismo best fit in potem imaš čas, da se ti remečaš in greš drugi družini. V bistvu tudi, če se ne motim, tudi ta moja prijateljica se je remečala, oziroma poznam punce, smo definitivno govorili s puncami, ki so bile remečt. In jaz sem pač v tem času isto pol izpostavila. V bistvu je bila moja mamica tista, ki me je spodbudila še bolj v to, ker ko sta prišle tja sestrco in ko sta malo videle stvari, pač mami je meni že prvi dan rekla, je bila tako, Lija, kaj se tle mučiš? Je rekla, to ni zate, mi nismo taki ljudje. In pa ko ti mami to reče. In ko ti mami to reče. Ne glede na kakšno situacijo. Mami ve. In to mi je bila sam še una motivacija. In potem sem tudi poklicala to koordinatorko, ker vsaka au-pairka ima svojo koordinatorko. Ona je že vedela stvari, ki so se dogajale, tako da sva že bile malo na debati, da bi spremenila družino. Ampak nisem, nekako sem se... Veš kaj, jaz mislim, da je ta odnos to punčko meni bil najtežji, ker sva se z njo res dobro ujeli. Ta mala me je imela res rada, tudi jaz sem njo res vzljubila. In nekako sem hotla porivati naprej zaradi tega odnosa, ker sem se bala, da katerikoli drugi družini bi šla, ne bi imela takega odnosa z otrokom. Ampak na koncu dneva so v bistvu odrasli tisti, s katerimi si ti
v kontaktu, s katerimi si v dogovoru, s katerimi dejansko so oni tisti, ki ti bojo ali omogočili neko tam operovsko življenje ali pač ne otrok. Tako da, ja, pol me je pač mamica v to še spodbudila, da to naredim in ker sem pač jaz s njim itak lepo, kulturno pač. Itak sem prišla iz tega placa, mi je zelo žal. Hočem, da veste, prvo, da imam res rada vašo punčko in sem res težkim srcem to povedala. Ampak je bilo pač sprejeto na slab način in se je v bistvu končalo v roku pol ure, tako da sta rekla spakiri stvari in pejdi ven. Ja. Sploh si ne predstavljam. Tako da jaz si res nisem mislila, da bi se kaj takega zgodilo, še zmeraj sem imela občutek, da sta malo bolj človeška. Ja. Sploh zaradi tega, ker imata otroka in se mi zdi, da če bi jaz, pa še nisem mama, pa če že bi bila mama, bi definitivno pač imela vsaj to sočutje, da je to nek drugi otrok, ki je sam na drugem koncu sveta in tudi on ima starša, ki ga skrbi za njega in si ne bi drzala kaj takega narediti nikoli, ne glede na to, kaj bi se zgodilo. Ampak v tistem trenutku sem v bistvu razmišljala samo to, kako lahko čim prej spakiram in se premaknem in nas dam nekam na varno. In potem sem tudi poklicala to koordinatorko in pač ni mogla verjeti. Res ni mogla verjeti. Me je klicala, tek je poberem, bilo je sredi noči. Tako da pač je bil šok. Je bilo to. Ja, to se je zgodilo ob 9 zvečer in jaz sem jaz sem po moje res v 40 minutah vse spakirala. Pol sta spakirali še moja sestrica in mami in ne vem, okoli 11 po noči smo pol pač že šle in je bilo to. Sta pa sestrica pa mami bili pri tebi oziroma pri tej družini? Ja, mi smo bili skupaj, sicer one dve sta bile v malo ločenem delu, ampak ja, stvari so šle res, res grdo dol takrat, tako da pač v tistem trenutku itak ne znaš razmišljati, ker pač ne pričakuješ, ampak si samo želiš, da si lahko nekje, ker pač si lahko oddahneš. Tako da smo pač imeli srečo, da imamo eno kolegico, ki je eno uro tam ali nekje bliže živela. Sicer ne ni bilo tam, ampak da smo se lahko zatekle k njej. Ker kakšna punca lahko sploh ne bi imela. Ja, sredi noči, tako da je precej nevarno, ne sploh po noči. Ja, ne predstavljam si. Ja. Sej na TikToku si nekaj stvari že delila, pa te bom vseeno vprašala, kaj se ti zdi, da je šlo najbolj narobe? Da bi mogoče še kakšna punca, ki si želi odpraviti v tujino, da bi lahko slišala tvojo zgodbo, na kaj biti pozorna pri družinah. Meni se zdi, da je to ena lahko zelo lepa izkušnja, tako da ne bi rekla puncam ne iti, ker pač še zmeraj poznam tudi dekleta, ki so imela, tako kot ta moja prijateljica, res lepe izkušnje. Ampak tako, kot si rekla, sem neke stvari delila in sem pa takrat tudi veliko sporočil dobila od punc, ki so bile operke, ki so imele slabe zgodbe. A tudi. Ja, in se mi zdi, da se o tem ni toliko govorilo in zato sem bila jaz bom pač vsaj do neke mere povedala svojo zgodbo. Ampak kaj bi puncam rekla, če je neka stvar, ki sem se iz tega naučila, je mogoče dve stvari. Prva je, da jaz sem si tako želela iti v ta New York. Ja, da si v bistvu pozabila na vse te glavne faktorje, ki te delajo srečnega. Ne? Jaz sem tako želela iti v to mesto, da se mi zdi, da sem neke majhne stvari, ki mogoče niso bile tako, kot bi mogli biti, kar malo zamaskirala. Spregledala. In bi mogoče rekla, ker jaz sem si prav želela iti na Manhattan. In ta družina ni bila prav v Manhattanu. In že to, recimo, moja sestrica je bila tako, zakaj pol greš, če niso prav na Manhattanu? Ti si želiš iti na Manhattan. In sem bila tako, I'll settle with this, ne. Slovenka, vse je v redu. Ampak dejansko se mi zdi, da je v življenju tako, da pač, če ima neki zabit, se bo poklopilo in se bo poklopilo, koliko se ima za poklopiti. In če ne, pač rajš vzami si trenutek, zadihi, pusti, ker te čakajo stvari, ki se imajo za odviti, kako bi se mogle. Tako da prva stvar, ki bi jo svetovala puncam, je, da ne mogoče tako gledati na lokacijo in to, kar si res želiš, in druga je, posluši sebe. Zato, ker jaz se mi zdi, da mi je še čut takrat, še preden sem šla, pravo malo, ne vem, nisem pripričan, če je to, ampak ko sem rekla, ker sem si tako želela, sem ga pač povozila vodnarka itak, s glavo skozi zid.
in bi ga mogla poslušati ta šesti čut, in če bi ga, mislim, da bi bile stvari danes drugačne. Tako da sledi sebi, sledi tisti notranji majhni misli, ki te vodi in te vodi z razlogom, in ja, ne iti z glavo skozi zid. Ja, jaz pravim, da tudi slabe izkušnje, če nadgradijo, in tudi za tabo, če si opazila, je ena taka misel. In verjamem, da si se tudi ti iz tega nekaj naučila, ne glede na to, da so bili trenutki težki. Ker recimo na Kitajskem si imela pa čisto drugo izkušnjo. Tja si se pa odpravila pri svojih 23 letih na enoletno izmenjavo v Šanghaj in rekla sem, da te moram vprašati, kako je prišlo do te priložnosti. Včasih se mi zdi tako, zdaj, ker si vse te stvari govorila, da sem živela že 10 življenj, res. Zato, ker se mi zdi, da je bilo to tako že forever ago, ampak ja, takrat sem bila, jaz upisana, sem študirala na filofaksu, dvopredmetna, pedagogika in andragogika, ko sem prej omenila, in jezik kitajščina, sinologija. In ker je pač to bil tak kompleksen jezik, so vsi svetovali, da se gre vsaj 1 leto na izmenjavo, če ne več. Jaz mislim, da tisti, ki pol tudi grejo to v doktorat, oziroma ki res delajo to, da bi skoraj še več let rabili tam biti, ker je res, to je prav nek drugi svet. Ker veš, ko jaz mi rečem, recimo italijanščino, nemščino, ja, se jo mogoče ne učiš, ampak jo slišiš po radiju, po televiziji in jo imaš malo v uhu. Kitajščina je pa jezik, ki ga res nimamo v uhu. Ja. In ni zastonj pač eden od najtežjih jezikov. Tako da jaz bi rekla, da je bilo skoraj nujno takrat za mene, da sem šla na to izmenjavo. In najprej je bilo še tako smešna zgodba. V mojem razredu so bile pač ene sošolke, ki so bile dosti bolj pridne in pametne kot jaz. Mislim, tako res delovne za kitajščino. Tako govorim od same 10. In jaz sem bila tako, si itak spremljajo sam 2, ne, sem bila tako, jaz se to ne bom niti prijavila. To bo itak tiste ta najbolj pridne, bojo šle, bojo to doživele, pač nimam okej, ne. In potem, ne vem, mi je ena profesorica rekla, ali mi je neka prijateljica rekla, bila sem tako, dej prijavi se. Ne, mami je bila, spet mami, evo. Mami je bila in je bila sem tako, dej prijavi se, nimaš kaj za zgubiti, okej, se pač, če ne boš sprejeta, pa pač ne boš. In v bistvu oni te sprejmejo na podlagi tvojih ocen, tvojega pisma, priporočil profesorjev in tako naprej, tako da nek pač input moraš dati, ni to kot Erasmus, mislim, da je malo drugače, ker to je vseeno Kitajska. In potem pač kar en dan, jaz dobim mail, sprejeti ste bili na izmenjavo, jaz pač tako nisem mogla verjeti. In hvala mami. Hvala mami spet, ne? Ja. In tako da ja, to se je tako najbolj zgodilo smešno, ker res mislim, da sem mu dala zadnji dan tako 1 uro pred polnočjo in potem se je dejansko zgodilo, da sem bila sprejeta in da sem šla na Kitajsko in to med covidom takrat. Wow. Ja, med covidom. Bila si tudi v karanteni, koliko časa je trajala? Dobre 2 meseca. 2 meseca. Ja, 1 mesec je bilo prav hotelska karantena, se je takrat reklo, se pravi direta, ko si ti prišel iz letališča, so bili vsi v skafandrih, vse je bilo zaščiteno, nikjer nobenega. To je bilo tako, pač ti si sam šel po potki, ki so te vodili. Že na letalo smo mogli iti z rokavicami, z masko, mislim, to je bilo res crazy. In pokaj si prišel tja, prva stvar pač testi, tako PCR, res, pač to. In jaz sem naredila 4 ali 5 PCR-jev že preden sem šla. Pa ni važno, cepljenje, pač to je bil protokol, vsi. Tako da ja, najprej so me pripeljali direktno iz letališča v hotel, tam sem bila 1 mesec v bistvu prav zaprta v sobi, niti okna nisem v bistvu delala. Dejansko smo imeli že predavanja, tako da sem bila okupirana s tem. In ja, se dosti pogovarjala s fantom. Takrat je bilo res težko, zato ker pač oni so ti pač res prinesli hrano na pladnju in si jaz sem v bistvu iz tega šla, da sem pač na neki, dajmo reči, naši mediteranski dieti, ali ko naj temu rečem, na to, da sem šla na popolnoma azijsko, kitajsko hrano. In jaz še ne jem mesa in Kitajci so tako big on meat. Tako da v bistvu skoraj v vsakem obroku je bilo tudi dosti mesa in potem se mi zdi, da sem 1 mesec jedla sam bel riž in zelenjavo. In tudi, se mi zdi, da naša prebava, naš želodec ni navajen. Se nekaj je, da greš ti 1-2 v Kitajsko, ampak tako, da ti popolnoma zamenjaš. Že to mi je bilo tako težko, ampak sploh to, ker nisem mogla iti ven, se nisem mogla sprehoditi. Pač dejansko si zaprt 1 mesec v sobi, enkrat na dan te pride ona stestirati in to je to, tako da to je bil kar velik šok takrat na začetku. Ja, verjamem. In po moj, če bi vedela, kaj bi se zgodilo, ne bi šla. Ne bi? Ker
Ja, ker je bilo tako, to je bila taka nečloveška izkušnja, da... Ja, tam je bilo verjetno še bolj strogo. Ja. Dlje časa je trajalo. Precej bolj strogo kot pri nas. Ja. Tam v bistvu so se vsi mogli vsak dan testirati, tudi za v službo. In v bistvu po tistem enem mesecu v hotelski karanteni sem šla še v študijsko oziroma faksovsko karanteno, tako da je bil kar dolgo tisto obdobje. Plus to, da smo se pol mogli še pač vsak dan testirati do decembra. Pol pa enkrat decembra, vem, da so kar spustili vse te in pol sem pa tudi imela pač priložnost malo prepotovati Kitajsko, ker predtem sem bila sam pač v tem kampusu. Ja, v tem mehurčku. Ja. Zdaj predavanja ste imeli pa nadaljavo, če sem prav zasledila. Kako si spoznala sošolce oziroma navezala neke stike? Verjetno, ko si se odpravila na Kitajsko, si to tudi želela izkusiti. Si spoznala, koga imaš mogoče še stike danes in pa predvsem, kako ste komunicirali? Zdaj, naš razred je bil internacionalen razred, tako da moji sošolci so bili Japonci, Argentinci, Američani, pač ni da ni, Evropejci. Tako da mi smo se med sabo kar v angleščini. Nismo bili še toliko advanced, da bi se v kitajščini, to sigurno ne. Ampak mislim, da smo si vsi takrat še posebej želeli tega, da bi kakšne Kitajce tam spoznali, kakšne, ki študirajo pač, ki so domačini. Ampak ful hitro ugotoviš, da so res, je to ne slabo, ampak drugačen narod. Malo so bolj zaprti kot mi, malo drugače razmišljajo. Torej nasprotno od Američanov. Totalno nasprotje. Totalno nasprotje. Ampak da ne bom se narobe izrazila, zelo dobri ljudje. Ampak res zaprti. Rabiš malo tega manevrskega prostora. A pa Japonci, recimo, sem imela eno sošolko, ki je bila Japonka, ona je bila še bolj zaprta. Ne bom nikoli pozabila, to se mi zdi, tako najbolj reprezentira to izkušnjo, ki sem po enem mesecu z njo, ki smo večkrat šli tako kaj pojest, ki sem jo videla, sem bila tako, no okej, jo bom objela, ne? Ono, čau, Mizuki, jo objamejo in ono prav tako. Ne, mi se ne objevamo. Ker recimo mi smo tako, se mi zdi, da vsaj jaz, ko sem z neke iz zgodovine plesa, mi smo se pač to vsi zmeri se objameš, ono čau, kako si. Tako da je sigurno bilo drugače, ja, kot v Ameriki, no. Okay, kaj pa Kitajsko ste potem komunicirali s kom? Ja. Si vadila? Z učitelji si mogel samo Kitajsko, so bili kar trdi, kar se tega tiče, niso hoteli v angleščini. Tudi z vodstvom, karkoli je bilo, jaz sem mogla iti že takrat prve dni na policijo, to je bilo vse v kitajščini, to si kar vržen in si tako, se učiš v učbenikih 2 leti in misliš, da znaš in pol prideš tja in gotoviš, da nič ne znaš. Ker pol še, jaz sem bila v Šanghaju, Šanghaj imajo svoje narečje, je drugače kakor v učbenikih in tako da ja, na začetku je bilo sigurno malo challenge, ampak ja, bolj počasi spoznavaš tudi kakšne Kitajce, se kaj z njimi pogovarjaš, konc koncu v restavraciji, v mestu, oni ne govorijo angleško, tako da kamorkoli si šel, si se mogel kar si bil primoran, se znajdi, se spomnim na začetku na tržnici, ko sem se trudila tam, da bi ne vem, ali so bili kilogrami ali neka beseda in nisem vedela in je bil kratko, ne da se mi, če ne znaš, peni stran bom jaz tako da ja, je bil kar challenge, ampak po enih 3 mesecih bi rekla, da sem znala toliko, da sem lahko komunicirala. Da me ni bilo strah, ja. No. Saj tiste vsa osnovne čast, stvari. Ne, ker kitajščina, vemo, kako težek jezik je. Zdaj sem spremljala tudi tvoje storije. Videla sem, da si ful dobro jedla na Kitajskem. Rekla si sicer, da si vegetarijanka, a ne? Katera jed je bila najljubša tam? In če bi primerjala naše kitajske restauracije in kitajsko hrano na Kitajskem, se ti zdi, da so velike razlike ali smo dober približek? Meni se mi zdi, da tlele pri nas imamo tako 1% vse kitajske kulinarike oziroma tudi azijske kulinarike nasploh, kar je tudi normalno, ker pač mi nismo navajeni teh njihovih okusov. Ampak jaz mislim, da kot nekdo, ki ni jedel mesa, bi skoraj naredila krivico kitajski, če bi zdaj rekla karkoli, ker se mi zdi, da nekdo, ki je mesojedec, bi res lahko doživel tako polno to izkušnjo, kako sem rekla, oni imajo res dosti jedi tudi z mesa. Ampak jaz nisem imela spet toliko težav. Mogoče sem se bala, da bom imela še več težav, ampak kaj je bil meni bolj problem je to, da oni imajo skoraj vse bazira na olju in se mi zdi, da jaz res nisem navajena toliko tega, sploh teh rastlinskih olj in vse je tako, veš, ko se reče deep fried.
Tako da je pač še Težka toliko bolj hrana, težka hrana je, ja. Mhm. Ampak drugače vrhunska hrana. Drugače imajo dobro hrano, tudi vegetarijanske stvari. In kaj je bila moja najljubša, je bil po moje neka taka juhica je bila Okay. z nudli in jajcem in mislim, da je bil tudi paradižnik. Zveni ful čudno, vem, kaj si zdaj misliš, zveni ful čudno, ampak tisto je bilo res Fenomenalno. dobro. Ja, ali pa kaj tako s kakšnim popečenim brokolijem in kakšnimi sezamovi semeni. Se je dobilo. Odlično. Ja. Ja, super. Zdaj med tabo in družino, fantom, prijatelji je bila kar velika razdalja. Kako ste ohranjali te stike? Ja, to se mi zdi, da je res še najtežja stvar, kadar greš nekam, sploh Kitajska, ki je res drugi konec sveta in tudi takrat se nisem mogla vrniti zaradi COVID-a nazaj. Najprej bi rada dala en pač velik shout-out mojemu fantu, ker brez tega zaupanja, ki sem ga imela od njega, definitivno ne bi šlo tako. On me je v bistvu že od začetka podpiral. Je bil on v bistvu tisti, ki je bilo še mene strah, ker sem tako, ne bom, ker me je bilo strah tudi za naju. Je bil tako, Lija, pač to je tvoja priložnost. To največ šteje. To toliko šteje, res. In on je sicer tudi profesionalen športnik, tako da sva že od zmeri imela ta nek odnos, da sva se znala podpirati eden drugega, tudi njega dosti ni bilo, ampak sva se že nekako tako naučila, ampak eno leto je še zmeri drugače kot pač par mesecev, ampak definitivno zaradi tega zaupanja, ki sva ga imela, nisva imela težav in je v bistvu šlo hitro mimo in tako pogrešaš. Jaz sem taka oseba, ki mi ta fizični stik dosti pomeni, da nekoga objameš, da ga pogledaš v oči, da na koncu dneva prideš domov in mu lahko poveš, če si imel težek dan, ker v bistvu ti zmeri prideš sam v sobo in je pač nekaj drugega, je to, ali si vsak dan za eno leto sam, ali si pač parkrat sam, kakor doma. Tako da sva pa govorila vsak dan, pač itak imamo zdaj tehnologijo, da pač to omogoča, FaceTime, pač si na videotu. Vsekakor ni isto, ampak je pa kar dober, pač se da, tako bom rekla, tudi z družino, pač video okoli. Fant me je enkrat tudi vmes prišel obiskat, oziroma sva se dobila nekje na sredini, dajmo tako reči, tako da, ja, ampak proti koncu sem pa že res komaj čakala. Ja, sem komaj čakala, da prijem domov. Ja, verjamem. Kaj bi pa svetovala ljudem, ki si želijo v tujino, pa so v zvezi in imajo v mislih oziroma v glavi, da ne bodo šli zaradi tega, ker nočejo pustiti partnerja, partnerke same doma? To se mi zdi spet eno tako kompleksno vprašanje, ampak mogoče bi se sklicevala po tej knjigi, ki sem jo brala, od Jay Shettyja 8 Rules of Love, kjer v bistvu opisuje ta koncept, da če sami sebe ne znamo vsaj do neke mere osrečiti, oziroma si ne damo priložnosti, da izpolnimo naše skrite želje, s spoštovanjem seveda tudi do partnerja, s tem, da se o tem prej pogovoriš, da tudi zbiraš takega partnerja, da če veš, da si tak, da želiš iti, da že od začetka je o tem odprta komunikacija, ampak da nekako je pomembno, da sledimo tudi našim željam, ker če ne pride do tega, da si zavisten drugemu, pa so kreganja čez leta. Tako da definitivno bodi tak človek, da mislim, se mi zdi, da je fajn, da smo tako, da znamo skomunicirati, da znamo to partnerju povedati. In jaz mislim, da če pravi partner bo razumel in te bo podprl. In se mi zdi, da v ljubezni je zmeraj tako, da samo moraš najti način. Zmeraj je pot, je pa samo, kako boš najdel to pot in s kom si pripravljen iti na to pot. Zelo lepo povedala. Ok, kaj ti je bilo pa ljubše, mislim, glede mest? Kitajska, torej Šanghaj ali New York? New York. Ok, ne glede na izkušnjo New York. All the way. Ja. Bi se vrnila nazaj? Takoj. Lepo. S fantom sta tudi potovala nedolgo nazaj v New York. Bolj turistično, a ne? To je bilo turistično, mi dva sva si že od začetka najine zveze želela prav ta New York, ker sva oba dva ful obožujeva Božič. In sva šla decembra. Ja, sva šla za Božič in sva uresničila to svojo željo in tudi fantu je bil všeč New York, tako da sem lahko, so odprte možnosti. Vse možnosti odprte. Ja, lepo. Kaj pa glede potovanj? Imate kakšne plane za letos? Letos je v planu Menorka. Septembra, bomo videli, če bo uspelo. Ampak ja, midva oba zelo rada potujeva, se mi zdi, da se skozi to med drugim tudi dosti naučiš. Rada vidim, mislim, da je fajn videti, kaj še zunaj obstaja. In pač jaz sem
res obožujem hrano, tako da najrajši grem kaj novega sprovat, kaj dobrega za Tudi pojesti. Tako da, evo se sva govorile. Ja. Tako da, no, mogoče naslednja bo pa vajin Milos, si rekla? Milos, ja. Grčija. Evo. Ja, zelo priporočam, tako da vam bo sigurno všeč, tako kot sem te spoznala, tako da boš videla. Hvala za odlično priporočilo. Ja, hrana je dobra. To je pomembno. To je važno. V glavnem, Lija, midva smo se zdaj že približali k koncu tega podcasta, ampak jaz bi ti želela dati še zadnje vprašanje. Če bi sedaj pred tabo sedela 20-letna Lija, kaj bi ji svetovala? Po moje to, kar sem rekla prej, sledi intuiciji, sledi sebi, sledi pač tistim mislim, ki jih je mogoče včasih težko slišati, ker ta intuicija je z razlogom tam in te vodi z razlogom. Tako da, ja, poslušaj in zaupi sama sebi. Lepo. Najlepša hvala. Hvala tebi.